Svet se morda spreminja, vendar ostaja potreba po spoštovanju človekovega dostojanstva še naprej tako pomembna kot doslej. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je drugi dan udeležbe na 4. vrhu voditeljev držav in vlad Sveta Evrope pričela z govorom na splošni razpravi vrha. Reykjavik, 17. 5. 2023, sporočila za javnost, govori, mednarodne aktivnosti. Predsednica se je uvodoma zahvalila gostiteljem, ki so po 18 letih ponovno združili voditelje držav in vlad Sveta Evrope, ter ob tem poudarila pomen enotnosti pri zagovarjanju skupnih vrednot človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Te temeljne vrednote Slovenijo vodijo že od osamosvojitve in pridružitve Svetu Evrope pred 30 leti, je poudarila predsednica republike. Predsednica Pirc Musar je v nadaljevanju ponovno ostro obsodila rusko agresijo na Ukrajino in izrazila solidarnost s prebivalci Ukrajine, ki jim bo Slovenija še naprej zagotavljala potrebno pomoč. Podprla je vsa prizadevanja, da bi vsi tisti, ki stojijo za zločini v Ukrajini, za to odgovarjali. Pri tem je pomemben korak vzpostavitev registra škode zaradi ruske agresije, je dejala predsednica. Kot glavno vprašanje našega časa je predsednica republike označila trend nazadovanja na področju demokracije, pravne države, človekovih pravic in pravic manjšin. To je glavni razlog, zakaj smo se zbrali tukaj v Reykjaviku, je dejala in pozvala, da storimo vse, kar je v naši moči, da ta trend obrnemo, izpolnimo svoje obveznosti in spoštujemo skupne standarde. Zagotoviti moramo vso podporo Svetu Evrope kot vodilnemu in nepogrešljivemu varuhu pravnih obveznosti in skupnih standardov na področju pravne države, pravic manjšin in človekovih pravic na naši celini. Ob tem je izpostavila temeljno obveznost, ki je skupna državam članicam Sveta Evrope, namreč da morajo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice izvrševati v celoti in pravočasno. Slovenija odločno podpira nadzorni mehanizem za izvrševanje sodb in vse druge neodvisne nadzorne mehanizme Sveta Evrope, je poudarila in opozorila, da je naraščajoči trend neizvrševanja sodb sodišča zaskrbljujoč in nesprejemljiv. Predsednica je poudarila še vlogo Sveta Evrope kot oblikovalca standardov za sedanje in prihodnje izzive na področju človekovih pravic, kot sta na primer regulacija uporabe umetne inteligence in uveljavljanje pravice do zdravega in čistega okolja. Nagovor je sklenila z naslednjimi besedami. Svet se morda spreminja, vendar ostaja potreba po spoštovanju človekovega dostojanstva še naprej tako pomembna kot doslej. V imenu svoje države Slovenije sem pripravljena prispevati k temu, da bomo ta vrh zaključili z močnim in pozitivnim sporočilom za prihodnost Sveta Evrope in za vse nas v Evropi. Predsednica Pirc Musar se bo udeležila še zaključne razprave vrha, kjer bo z ostalimi voditelji držav in vlad sprejela politično deklaracijo za nadaljnjo krepitev demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. V nadaljevanju vrha bo opravila tudi več dvostranskih srečanj.